Dober dan z komentatorskega mesta na stadionu v Športnem parku v Domžalah. Drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo Prve lige Telemach. Tretjo tekmo 23. kroga bosta igrala domači nogometni klub Domžale in vodilno moštvo nogometnega kluba Celje. Ja, Svetlin pa... Vemo, da Krznar nekako ni uspel najti prave formule, ko je bil trener Maribora, vendar mu vse tisto, kar mu tam ni uspelo, nekako uspeva v Celju. Svetlin na Vukliševića, mimo gola, priložnost za Celjane. Krstovski in odbija Rozman, pa potem še en strel, toda brez zadetka ostaja 0-0, Stuparević je bil. Med prostoru spet Tamar Svetlin, podaja proti Agetunđiju in podaja Piška, Krstovski, vratnica, potem pa gol! Lukas Hempt je zadev za vodstvo Domžal z 1-0. V 53. minuti po prekinitvi Domžalčani do prednosti. Prvi gol Lukasa Hempta v tej sezoni na 12. tekmi. 18-letni branilec je prišel do prvenca, seveda tudi v slovenski prvoligaški druščini. Za Bukovnik uspešnejši od Topalovića, toda do žoge Markuš, dobra poteza domačega kapetana Džapo, potem proti Krstovskemu, Krstovski do strela, gol! Toda ne, dvignjena roka Davida Šmajca, gol ne bo priznan, ostaja 1-0. To pa bi bil težko prepovedan položaj. Dober zaključek potem Marija Krstovskega. Krasno je tu odigral že Markuš, potem pa Džapo mimo Zeca. Krstovski pa je na koncu tudi zatresel mrežo Celja. To tokrat storilo oziroma zgodilo, bomo pa videli, tako je, da boš... Tako je, gol, Domžalčani vodijo z 2-0 po zadetku Marija Krstovskega. Prepovedanega položaja ni bilo, kar je bilo vidno po počasnem posnetku in... Zapretili Celjani. Do strela je prišel Matko, vendar je bil blokiran spet Aljoša Matko, Prucev z razdalje, brani Štubljar. Štubljar iz gola. Koter, vrača žogo v kazenski prostor, spet Štubljar, težave ima Štubljar, napaka in gol. Prucev je zadev za 2-1, 86. minuta, tretji gol Pruceva v tej sezoni. Ja, velika napaka, nažalost Domžalčanov, Lovra Štubljarja, ki je že dobljeno žogo izpustil iz rok in seveda vrnil Celjane v igro in seveda sedaj bomo videli izredno zanimiv zaključek srečanja. Prucev pred vrata, tam je Arons prišel do strela, prek gola, ostaja 2-1. Dušan Kosič, velika zmaga proti Celju, končanje niz porazov Domžal proti vodilni ekipi v ligi, verjetno ena boljših tekem v tej sezoni z vaše strani. Ja, super vse, nimam velikih pripomb, fantje so disciplinirano odigrali, tisto, kar se nam je ponudilo, smo izkoristili, tako da dobra tekma z naše strani. Videli smo ogromno duelov dobljenih z vaše strani, ogromno drugih žog, kot da bi želeli fantje na nek način vsem dokazati, da tudi po slabi seriji, da ostaja motiv, da ostaja želja. Ja, šli smo čez težko obdobje, kjer smo se tudi naposlušali, kaj vse je narobe, kaj vse ne štima, kaj vse je gor in
Danes nam je majčken lažje, ker ta ekipa je v redu, tudi v dobrem stanju smo bili, ampak te trije porazi so seveda vplivali tudi na samozavest in današnja zmaga nam iz tega vidika veliko pomeni, da bomo malo lažje se pripravili na naslednje tekme. Ja, ravno to, kot ste omenili, samozavest se bo zdaj verjetno vrnila pri fantih. To je zelo dobra novica pred gostovanjem v Ljudskem vrtu. Ja, moramo se spet prešteti kader. Imeli smo pravzaprav tudi izredno veliko smole, tudi z boleznimi in z poškodbami nekaterih nosilcev igre in ja, tisti, ki so danes dobili priložnost, so res zelo dobro odigrali, ne samo zmaga, tudi podoba na igrišču me veseli. Dušan, najlepša hvala. Hvala. Damir Krznar, prvi poraz v tem koledarskem letu. Danes, vsaj tako se je zdelo, že od začetka niste bili pravi. Ne, nažalost, čestitke Domžalama, bili su danas sretnija, ali bili su i spretnija momčad. Mi u prvom poluvremenu trebamo postaviti stvari onako kako bi trebale biti, sa dosta prilika za gol, jednostavno realizacijski nismo bili pravi. U drugom poluvremenu kad smo trebali nastaviti samo isto, jednostavno isto po istom planu i gol će doći, otišli smo malo u nervozu, malo prerano žurili, previše okomitih lopte koje smo gubili, to je voda na mlin Domžalama, oni su to uspješno kontrirali. Ono što je najgore, iz našeg najjačeg oružja, to je prekid, defanzivno do sad fantastični u prekidu, napadački dobri, primimo gol iz prekida što nama nije svjesno, očito dekoncentracija koja nas je onda jednostavno se zadržala u našim glavama i nogama do kraja utakmice. Prihaja zdaj derbi v Stožicah, ko bo verjetno treba biti na precej višji ravni kot danes. Sigurno da. Poraz nikad nije dobro došao, kamoli pred ovakvu utakmicu, ali ono što je bitno, zaboraviti ga čim prije, fokus je već na sljedećoj utakmici, prvenstvo je još dugo, sve možemo vratiti već u subotu, nastaviti tamo gdje smo stali tjedan prije, očito ovaj tjedan nije bio kvalitetan, pokazala je to današnja utakmica, kažem, puno još do kraja, sve u našim nogama i ne bojim se. Najlepša hvala. Benjamin Markuš, prva zmaga v tem koledarskem letu po seriji 4 porazov. Videli smo, da vam je kar vsem skupaj, celotni ekipi danes padlo breme z ramen. Ja, definitivno. Mislim, da ni lepo začeti ta spomladanski del s 3 porazi. Pripravi smo delali dober, zavedali smo se, da imamo kvaliteto, tako da danes smo imeli tudi, moramo priznati, srečo, ampak izgleda se nam je vrnilo za nazaj. Zelo dobro ste vstopili v tale drugi polčas, kot da recimo niste bili samo zadovoljni s tem, da bi danes vzeli točko. Ja, definitivno, mislim, vsako tekmo gremo na zmago, tako je bilo isto danes, ne glede na to, da smo igrali proti vodilni ekipi. Imeli smo že v prvem polčasu neke situacije, imeli to Celje, da se ne lažemo, ampak definitivno mislim, da to, kar smo iskali, smo dobili na tej tekmi in gremo samo dalje. Prihaja gostovanje v Mariboru, koliko lažje bo zdaj iti v Ljudski vrt, ko imaš v žepu 3 točke proti vodilni ekipi lige? Definitivno to je neka potrditev, da to, kar delamo, je pravilno, tako da mislim, da na enak način lahko tudi gor naredimo nek dober rezultat. Najlepša hvala. Hvala. David Zec, prvi poraz v tem koledarskem letu po seriji dobrih predstav, danes ni šlo. Že od začetka ste imeli precej težav tudi z realizacijo. Ja, prvi polčas smo igrali še dokaj v redu, imeli dosti priložnosti, na to pa v drugi polčas šli notri, mislim, da slabih 15-20 minut, kjer je Domžale uspelo zadeti. Na koncu smo spet probavali, imeli dosti spet situacij, ampak danes so si Domžale svojo borbo zaslužili zmago. Nekako se je zdelo, da tudi ni prave energije, kot da je tista tekma sredi tedna pobrala določeno mero energije, tudi pri vas, čeprav imate širok kader. Mogoče je, ja, ampak mislim, da to ni izgovor. Tudi Domžale so igrali med tednom, nekako enostavno, ne vem, tistih prvih 15 minut drugega polčasa se je odločilo današnje tekme. Prihaja derbi vodilnih, oziroma derbi v Stožicah proti Olimpiji, ko bo verjetno treba biti na precej višji ravni kot danes. Ja, definitivno mislim, da moramo veliko več pokazati in v Stožice iti na zmago. Najlepša hvala. Hvala.